Hvala, lep pozdrav še v mojem imenu. Tako kot je že gospa Tomažič rekla, gre za kritično izdajo dveh najstarejših urbarjev gospodstva Bela Peč. Izdaja je uvrščena v serijo Thesaurus Memoria, in sicer v 14. zvezek oziroma v serijo novejši urbarji za Slovenijo. Kot že rečeno, gre za kritično izdajo dveh urbarjev najstarejših, enega iz leta 1498, drugega iz 1636. Izdaja pač sledi običajni strukturi, uveljavljeni strukturi, tako kot pri nas, kot v tujini. Najprej obsežna uvodna študija, kjer so obdelani posamezni aspekti od razvoja gospodstva, denarnega sistema, mer. Potem pa sledi ta centralni del, kritična izdaja. Tukaj sem po tehtnem razmisleku in tudi po pogovorih s kolegi, moram reči, sem se zavestno izognil v zadnjih letih uveljavljeni tabelarični obliki izdaje, ampak smo šli, to se pravi, v celotno objavo celotnega teksta, predvsem zaradi tega, ker če tabelarično stvari prikažemo, v bistvu taka edicija hitro postane zgolj statističen vir, to se pravi, preštejemo krave, preštejemo ovce, preštejemo snope žita, zgubi se pa cel kup teh takih podatkov, ki so pa v bistvu tudi zelo, zelo dragoceni. Zdaj, zakaj ravno gospodstvo Bela Peč? Verjamem, da večina od vas je prvič slišala za to gospodstvo. Dobro. Gre za v bistvu eno majhno gospodstvo, ki pa ima celo vrsto specifik, in je zaradi tega vredno ta urbarij objaviti. Prvič gre za relativno mlado gospodstvo, nastalo sred 15. stoletja, in lahko v bistvu zelo dobro sledimo, na kakšen način so se stvari vzpostavljale. Je zelo dragoceno z tega vidika. Druga zadeva je, da gre pri tem gospodstvu za eno prepletanje agrarne in neagrarne produkcije. Običajno so gospodstva, večina dohodka gospodstva je temeljil na kmetijstvu. Tukaj imamo drugačno sliko. Ko se številke dajo skupaj, se potem pokaže, naprimer v 17. stoletju je gospodstvo že več kot polovica prihodkov ustvarjalo z neagrarno produkcijo, to se pravi v glavnem z železarstvom. Tretja stvar je jasno lega gospodstva, porinjeno nekam v eno alpsko dolino, in se potem zelo lepo na osnovi teh virov vidi, na kakšen način so postopoma potem prodirali v ta nekoristen gorski svet s pašniki, kako so v bistvu skušali, kako prostora zmanjka v dolini, silijo potem v višino. Zaznamuje ga tudi bližina Koroške, bližina Furlanije, se mešajo vplivi, naprimer žitne mere v gospodstvu temeljijo na koroških merah, kar je ena specifika. Zdaj, če potegnem črto, jasno, vsaka izdaja vira je v bistvu namenjena temu, da se uporablja naprej, da je osnova za druge študije, za druge monografije. Tudi jaz verjamem, da bo ta kritična izdaja urbarjev temu služila. Odpirajo se cela vrsta vprašanj z področja gospodarske, družbene, socialne zgodovine, z demografije, če hočete, z meteorologije, to se pravi cel kup možnosti, ki jih en tak vir pušča odprtih. Hvala.